Pozdravljeni! V oddaji Ambienti tudi danes z vami delimo 3 posnemanja vredne zgodbe iz sveta arhitekture, notranjega oblikovanja ter smotrne izrabe sončne energije. Verjetno se strinjate, da tudi če je dom še tako lep, dokončno opremljen ni nikoli. Za spremembo pa ne potrebujemo veliko. Nova slika ali fotografija na steni, nov kos pohištva, kakšen markanten dodatek, že samo preproga ali osvežitev sten z novimi barvami bo našemu domovanju dalo nov značaj. No in če smo že pri značaju, veliko ga v sebi nosi hiša, kamor gremo najprej. Rek, da je ureditev domovanja odsev karakternih lastnosti stanovalcev, nam odlično potrjuje hiša na Jančah. Prijetna energija, ki vlada v njej, je vsekakor rezultat značaja lastnikov. Zakonca Raduha sta z veliko zagnanosti in domišljije uredila topel dom za njuno 5-člansko družino. Visoko nad ljubljansko meglo smo našli odlično načrtovano in izvedeno družinsko hišo. Glede na to, koliko igrivosti, topline in odprtosti izžareva, boste morda presenečeni, kaj sta lastnika po poklicu. Majorka Nina in major Jurij, hvala lepa, da smo lahko v vajini hiši. Glede na to, da sta oba dva zaposlena pri Slovenski vojski, hiša zares ne odraža nobene vojaške strogosti, ampak nasprotno eno lepo družinsko toplino. Ja, kljub temu, da je vojska način življenja, imava ta privatni del zelo rada čist samo svoj. Zato sva se v oblikovanju najinega doma zares trudila, da bo odražal nas kot osebnost, takrat, ko slečemo uniformo, pa smo mož, žena, oče, mama, družina. Ja, tako kot je Nina že povedala, midva sva želela eno tako odprto hišo, hišo, kjer bo lahko veliko prostočasnih aktivnosti, da bomo lahko veliko športali. To ne pomeni, da zdaj vojska nimava rada, niti slučajen, ampak ker je to del poklica oziroma del tebe, sva bar hotela, da je pa hiša vsaj od znotraj nekaj posebnega. In to tudi je. Hiša, iz katere se nam odpre krasen razgled proti Julijskim in Kamniškim Alpam, je posebna iz več razlogov, čeprav to morda ni razvidno že v prvem hipu. Glede na to, da je zgrajena v spomeniško zaščitenem naselju, že v osnovi ne izstopa in je videti, kot da je odvedno tukaj. Kot se je življenje družine vključilo v življenje vasice, se je hiša vključila v samo naselje, pravi arhitekt Blaž Babnik Romanjuk, ki je prispeval k končnemu rezultatu, svetli in topli hiši. Mi, ko smo začeli delati, v bistvu je bila zasnova povsem drugačna, je bil nočen del pa dneven del precej bolj ločen in pa smo ugotovili, ni bilo všeč. Super, ampak tako se začne, vedno se začne nekje, ko imaš nek material, s katerim se delaš in smo ugotovili, ne dajmo hišo povezati, da bo družina lahko dobro povezana in pa je prišlo do te ideje, da je to ta osreden prostor, ta jedilnica s kuhinjo kot tisto vodilo, da smo okrog tega hiša in pa se tudi življenje okrog tega oblikuje. Izpostavil bi takoj 2 lastnosti. Eno je, kakšna je vzunaj in drugo je, kakšna je noter. Noter že malo vidimo, da je pač ta osreden prostor, tiska je srčika hiše, najbolj osvetljen, najbolj živahen in tudi tak mišljen kot prostor, kjer ne samo družina, ampak tudi prijatelji se dobijo, kjer se cel dan odvija, tako pač zajtrk, kosilo, večerja, kakor praznična kosila, žuri, se vse tukaj dogaja in potem življenje ostalo, se pravi spalni deli, ostale stvari so pa nekako majčkeno vedno zastrti za tem osrednjim prostorom, ampak dobro povezani. Prideš iz spalnice, lahko vidiš, lahko se povezuješ, lahko se pa tudi umakneš. Druga značilnost je pa, da hiša od zunaj ni taka kot noter. Ne, noter je drugačna, se odpira, je malo drugačna kot mogoče kakšna druga hiša, od zunaj pa skuša biti zadržana, bolj taka kot so tudi sosedne hiše, tako da se lepo vklopi v vas. Postavili ste jo precej na rob, stran od ceste. Kako to? Ja, 2 vidika sta bila. Eno je to, da je nekako pozidava, ki je bila že tukaj, malo smo na robu vasi, bolj gosta pozidava se nadaljuje proti vzhodu. Prve hiše na koncu so pa ostale že na robu. To je ena stvar, da smo že upoštevali, kako bomo zapolnili to vrzel, to prazno parcelo vmes. Drugo je pa sigurno pogled, ki je na robu parcele najboljši, proti Julijskim in Kamniškim Alpam in tudi osvetlitev je tukaj malo boljša kot na začetku. Hkrati pa tudi dobimo vrt na jugovzhodni strani, kar pomeni, da imamo priložnost za druge stvari.
kar se zjutraj odvija, igro, vikend stvari. Ideje za ureditev hiše, ki sta jo zakonca Raduha začela graditi leta 2009, delno sama, delno s pomočjo obrtnikov, so dozorevale kar spotoma, tekom procesa samega. Čeprav sta jo gradila v lastni režiji ter se učila sproti, sta vseeno sprejela zelo malo kompromisov. Natančno sta namreč vedela, kaj ima je pri ureditvi in gradnji najbolj pomembno. Ja, zdaj midva sva na začetku imela zelo veliko srečo, da sva dobila Blaža, arhitekta. In dejansko mene je arhitekt navdušil, ker me je vprašal že prvič, ko smo bili skupaj, kako si ti predstavljaš, kako si videl predstavljati, kako boste živeli. Ne? In smo šli v take podrobnosti noter, kaj želiva, kaj so hobiji. In sva želela in sva povedala, da pač želiva en velik odprt prostor, kjer se bomo lahko po cel dan družili, kjer bomo lahko skupaj delali domače naloge, kuhali in pa gledali televizijo. Ves čas veš, kakšno hišo hočeš imeti. Je te pomemben, da ti ni treba laufati po celi hiši, pa odklepati, pa odpirati vrata, pa hoditi po hodnikih, ampak lahko medtem, ko kuhaš, se zadereš, pa vsi pridejo na kosilo. Da poveljnica izda ukaz, vsi takoj na kosilo. Vsi na kosilo, ja. Ja, jaz sem doma rada general. Celotno pritličje s panoramskimi okni je izdelano v eni liniji. Pohištvo je iz masivnega lesa ali iz sijajnih belih površin. Za dinamiko prostorov poskrbijo neobičajne rešitve, kot je izstopajoči dimnik črne barve, posebno izdelana klop ob kaminu ali skrbno izbrani kosi, kot so dizajnerske luči Toma Dixona, kupljene veliko prej, preden je bila hiša narejena. V dnevni sobi je, tako kot tudi v ostalih prostorih, položen čudovit hrastov parket, na katerem je funkcionalna sedežna garnitura. To je zaradi tega, da lahko doživljaš tri različne poglede, ne? To je kavč in za gimnastiko, in za branje, in za crkljanje, in za stiskanje, in to vseh naenkrat. Lastnica hiše je izživela kar nekaj svojih kreativnih idej, ki so bile zasnovane na praktičnih razlogih. Ko so ideje dozorele, so se lotili dela. V dnevni sobi je topovski tulec postal zanimiva vaza, ki pritegne pozornost. Posebna zgodba so ročaji v kopalnici, narejeni kar iz lesa hruške. 120 kvadratnih metrov velika klet v tej hiši je klet z veliko začetnico. Tam se skriva poseben svet. Lastnika hiše sta na začetku gradnje najprej mislila, da je niti ne potrebujeta. Šele pozneje, med samo gradnjo hiše, je dobila svoj namen. Prav v delavnici se Nina zadrži velikokrat, kar potrdi dejstvo, da v tej hiši stvari niso zelo strogo razdeljene na moška in ženska opravila. Ker Nina zna delati vse, zna napeljati elektriko, zamenjati žarnice, napeljati luči, to je naučil njen oče, tako da ona se nič ne ustraši. Lahko razbija steno, ko smo delali karkoli pri hiši, je vedno rada sodelovala, od delanja betona in tako naprej. Je rekel enkrat zidar, ko sem prišla gor, pa je narobe po zidu, pa sem rekla, ajde, ruši to. Pa je rekel, ej, šefica, pej ti v službo, te bolj rabijo, kaj jaz tle gor, ko vsakič, ko prideš, moram nekaj porušiti. Takšnih in drugačnih anekdot pri gradnji hiše se je nabralo kar nekaj, kar še enkrat dokazuje, koliko časa in ljubezni sta zakonca Raduha posvetila temu projektu. Pritličje je z gornjim nadstropjem povezano prek 8 metrov visoke galerije knjižnice. Tako je 180 kvadratnih metrov velik prostor, kolikor meri hiša, povezan v prijetno celoto. Spalni prostori so majhni, saj Nina in Juri kot starša želita, da bi družina večino časa preživljala skupaj v bivalnih prostorih, hkrati pa dovolj veliki, da je bivanje v njih udobno in prijetno. V otroških sobah prevladujejo naravni materiali. Obešalniki iz breze so spoj lepega in koristnega. Poseben užitek za otroke je stenska barva, ki služi kot tabla in se lahko nanjo riše. Koliko ste z doma, koliko uspete uživati v tej lepi, topli, živahni hiši? Ja, mi imamo zelo rada svoj poklic, ne? In s poklicem pa pridejo tudi odsotnosti. Ampak z tem, kar so pa tukaj naredila, so pa tudi toliko zadovoljna, tako da nas zelo vleče tukaj, ne? In mi da so vsako leto bolj zadovoljna. Potem se vsako leto tudi zelo radi potujemo in gremo kot družina okrog. Letos smo bili v Afriki. Tako da predvsem zimske dni pa večere
preživljamo tukaj. Poleti ponavadi gremo za 3 tedne kam in takrat, ko smo tukaj, toliko bolj uživamo. Je pa dejstvo, da smo pa veliko odsotni, pa da smo veliko tudi v Ljubljani. Ampak tudi tako smo izmenično odsotni, tako da veliko večino časa pa vsaj eden od naju dveh uživa z otroci na hiši. No? A bi rekla, da vajino življenje, ta hiša, vajin slog, kjerkoli odraža vojaško disciplino? Ja, zagotovo jo, ne. Že kako so knjige poravnane, pa kako naši otroci vejo, da če me hočejo malo iz tera zamigati, hitro takole uspod not porinajo, da niso vse več v liniji. Pa ne vem, če je vojaške discipline, po moje vzgoje. Rek, da je dom in njegova notranja ureditev odsev karakternih lastnosti stanovalcev, nam odlično potrdi tudi ta hiša. Prijetna energija v njej je vsekakor rezultat občutka in zagnanosti zakoncev Raduha, ki sta hišo z okusom spremenila v topli dom, ki povezuje celotno družino. V nadaljevanju vam pokažemo spretno prenovljeno stanovanje v 100 let stari hiši, izvedeli pa boste tudi, kako s sončno elektrarno investirati v sončno prihodnost. Če si na hiši ali ob njej postavimo sončno elektrarno, vso potrebno električno energijo proizvedemo sami, ter tako postanemo neodvisni od nihanja cen električne energije. Ogledali smo si sončno elektrarno v samem geometrijskem središču Slovenije, ter povprašali strokovnjaka, kakšni krediti in nepovratna sredstva so nam na voljo, če se odločimo za njeno izgradnjo. Geometrično središče Slovenije je težiščna točka države, če si jo predstavljamo kot geometrijski lik. Nekaj metrov od točke v vasi Slivna živi gospod Jože Kimovec. Pri častitljivi starosti 86 let si je omislil sončno elektrarno. Vprašali smo ga, kako to, da se je odločil za samooskrbno elektrarno. Odločil sem pa zato se, da sem hotel spet nekaj novega. Bolj koristnega in seveda okolju prijaznega. Vedno sem bil tisti, ki sem hotel vsej približno iti za časom. In ta elektrarna mi je zopet dala en pogon, da bom še naprej živel. Sem se enkrat odločil, smo začeli takoj delati, pa pozedovati, kje so. Ti ljudje s kolegami pomagali, da smo hitro dobili, pa smo šli tudi gledati, kje so te elektrarne, tako da smo v živo videli, kako to izgleda. In smo se takoj odločili. Prvo smo naredili toplotno črpalko, potem sem se kupil električni skuter, potem sem se kupil pa še električni avto. To je zdaj pri nas skoraj vse na elektriki. Na vprašanje, kako je zadovoljen s svojo elektrarno, gospod Kimovec odgovori. Ja, zaenkrat sem zadovoljen, sam veste, kako je, to je komi začetek, ne. Bom čez 20 let pa bom pa povedal, kak bo rezultat. Investicija v malo sončno elektrarno do 11 kW je možna v Sloveniji od leta 2017 po uredbi, da investitorji kot gospodinjstva da investirajo v sistem samooskrbe. Pomeni, proizvajajo električno energijo z sončno elektrarno, so priključeni tudi na omrežje in takrat, ko je sonce, takrat proizvajajo, porabljajo in oddajajo v omrežje, ko pa ni sonca, takrat pa pač iz omrežja odvzemajo. Enkrat letno se napravi obračun in te investicije so v Sloveniji, bom tako rekel, zelo zaželjene in Ekosklad Republike Slovenije jih tudi spodbuja. V primeru sistemu sončne elektrarne net metering
investitor dobi za vsak kilovat moči po 180 evrov, se pravi za 11 kilovatov 1980 evrov. Sedaj zakonodaja omogoča tudi višje denarne spodbude in tudi večje moči sončnih elektrarn, se pravi za vsak kilovat moči po 180 evrov. V Sloveniji imamo veliko sončnih dni in prav investicije v sončne elektrarne, v toplotne črpalke, v kurilne naprave na lesno biomaso, v sončne kolektorje so zaželjene, kajti želimo spodbujati učinkovito rabo energije. Investicije v sončno elektrarno pri večini investitorjev, kateri imajo porabo električne energije med 7 do 9 tisoč kWh, se povrnejo v manj kot 10 letih. Ker vsi nekako pričakujemo rast cen električne energije, bodo te ekonomske vračilne dobe tudi v bodoče nižje. Za vse tiste investitorje, kateri pa niso nekako odločeni, pa naj v Sloveniji koristijo energetsko svetovalne pisarne za brezplačne energetske nasvete. Energetski svetovalci imamo številne povratne informacije s strani občanov investitorjev. In na tej lokaciji, ko snemamo, da se gospod pri res visoki starosti odloči za sončno elektrarno, za električni avto, za električni skuter, to mislim, da je zelo pozdravno in to naj bo zgled vsem. To je zgled v vasi, to je zgled Slovencem, to je zgled svetu. Se pravi, o starosti ne razmišljamo, razmišljamo o razvoju in to nam mora biti pozitivna energija za vse nas tudi naprej. Stanovanja v starih mestnih jedrih so marsikomu privlačna zaradi svoje zgodovine, duše, lokacije, odličnega arhitekturnega potenciala in še česa. Praviloma pa njihova obnova ni ravno mačji kašelj, saj pred lastnika in arhitekta postavi nemalo izzivov in omejitev. Ampak ekipa oddaje Ambienti vseeno za vas izbrska najboljše primere in tukaj je eden iz ljubljanskega mestnega jedra. Hiša, v kateri smo, ni ravno mladenka. Kmalu bo dopolnila 100 let. Vendar stanovanje v njej po domiselni prenovi nudi vso bivalno udobje in estetiko sodobnega časa. Gospa Marjetka, načrtovali in vodili ste prenovo tega staromeščanskega stanovanja, ki pa že ima neko svojo zgodbo. Povejte mi, kakšna je zgodovina tega prostora? Kar dolga zgodba je. Stanovanje oziroma stavba je bila zgrajena po Prvi svetovni vojni. Stanovanje je bilo v 80-ih letih spremenjeno v pisarne, pred kakšnim letom pa zopet spremenjeno po prenovi v bivalne prostore. Stare kose pohištva, ki so bili od vsega začetka že v stanovanju, nismo izločili. Ob temeljitem pregledu sva z lastnikom pustila 3, in sicer mizico, kovano mizico z marmornato ploščo, ki se nahaja v osrednjem prostoru, in pa omaro ter pisalno mizo z stoli, ki so v spalnici. Zelo zanimiv se mi zdi izbor tapet. Vsaka soba ima eno steno v nekoliko močnejšem vzorcu, tapeta, ki malo bolj glasno govori. Tukaj so prostori odprti, veliki, visok strop je in tapete naredijo prostor bolj všečen, bolj topel. Je pa tako, da so tudi enobarvne tapete tukaj. Če pogledava tole steno, je v bistvu zgodba, ki se nadaljuje iz te pisane s potiskom cvetlic in zelenja. Torej, preden vstopimo v posamezno stanovanje, da je že hodnik skrbno urejen. Ne, da se začne šele za vrati, ampak že malce prej zgodba o prenovi. Veste, pravijo, da je vhod podoba stanovanja in stanovalca. In tako lepo je stopiti v nek prostor, ki ti že da sluta, da boš še v nadaljevanju doživel nekaj lepega. Tako sem se odločila ta ozek hodnik malo optično tudi povečati z raznimi obrobami, ki so okras in hkrati naredijo prostor bolj razgiban. Vodi pa tudi iz tega hodnika se gre tudi v druga stanovanja, tako da je ta predprostor skupen polepšan za vse. Kako ste prišli do 2 kopalnic? Kopalnice v bistvu tukaj prave ni bilo. Bilo je eno majhno stranišče in en majhen prostor, kjer je bil en mali tuš.
Po prenovi smo naredili pa 2 kopalnici, in sicer eno v osrednjem prostoru, ki je nenavadne oblike, zelo podolgovata, ampak v njej je vse tako kot v kakšni bolj prostorni. Ker je pa spalnica zelo udobna, in tako smo se tudi odločili, naredili še kopalnico z WC-jem v spalnici. Eno posebno eleganco poudarjajo zavese. Zavese se mi zdi, da pri sodobnih arhitekturah ne tolikokrat visijo, kot izvisijo. Vi ste jih pa, hvala Bogu, umestili v prostor. Res je, zavese so bile včasih v vseh meščanskih stanovanjih, bile so okras. In ko sem jaz ta prostor začutila, sem videla, da brez zaves ne more biti. Zato sem tudi tukaj se odločila za sicer zavese, ki so barvno usklajene, niso moteče, naredijo nek okvir prostoru in bolj gospodsko stanovanje. Spalnica je dobila največ zapuščine, zato je bilo treba pridih modernega izbrati seveda pri postelji. In jaz sem se odločila za box spring posteljo, ki je zelo udobna, tudi sicer jih zelo priporočam, predvsem zaradi višjega ležišča in s tem omogočenega boljšega in lažjega vstajanja s postelje. Gospod Marinšek, box spring, kaj v resnici to pomeni, za kakšne vrste postelje gre? Gre za postelje, ki so v zadnjih letih izjemno moderne po vsej Evropi. V celoti so oblazinjene, kar pomeni, da ni viden noben lesen del. Sestavljene so pa iz 4 tipičnih sestavnih delov. Škatla spodaj, ki se imenuje box, od tod ime box. In v tej škatli so bili včasih samo vzmeti, tako so dobile ime box spring. Na ta box, ki je spodaj, se doda ležišče in na ležišče vedno pride tako imenovani topper. Zraven pa je vedno vključena tudi vzglavna stranica, ki je v isti barvi kot celotna postelja. Se pravi, tako box kot ležišče in stranica so v barvah oblazinjene v celoti, postilja pa se samo še zgornji del ležišča, imenovan tudi topper. Proizvajalci delajo box spring postelje običajno bistveno više, kot so običajne, ker če si predstavljate ležišče vstavljeno v okvir, ki bi ga zelo povišali, ne bi izgledalo lepo, medtem ko box spring, višji ko je, lepše izgleda. Še ena dobra lastnost box spring postelj pa je ta, da so dovolj dvignjene od tal, da spodaj brez težav posesamo, oziroma da se sprehajajo robotski sesalniki in tako je skrb, da se bo spodaj nabiral prah odveč. Kaj pa, če se stvar umaže? To je pogosto vprašanje vseh ljudi, ki vidijo oblazinjeno posteljo, ni lesenih delov, lesene dele lahko očistimo, kako bomo pa oprali tekstilne dele. Brez težav, box spring se lepo preobleče. Običajno imajo vsi boljši modeli prevleko narejeno na ježka, kar pomeni, da ne samo, če se omaže. Čez 5 let recimo, ali pa 10, ko se človek naveliča barv v spalnici, preprosto zamenjamo kompletno barvo postelje in to zelo hitro. In če tale vrhnji del pogledava, se ta med spanjem kaj premika, ne? Precej je tanek, glede na spodnji del, a to pomeni, da bom jaz med tem, ko se bom po noč premikal, se znašel naenkrat na tleh. Ja, dober pomislek. Včasih je bilo res tako. Te zgornji deli ali tako imenovani topperji so bili včasih samo položeni na ležišče in dejansko pri kakšni bolj živi akciji v posteli se vse skupaj to lahko premaknilo. Moderni box springi pa so narejeni tako, da imajo v bistvu ta zgornji del ali topper pritrjen na ležišče in to je zdaj sestavni del ležišča. Hkrati pa, ker je pritrjen na tak način, da imamo tukaj gubo, je izjemno preprosto postiljanje. Torej, veliko sva povedala o estetiki takega ležišča, ampak kakšna je kakovost spanja na box springu? Ja, poleg estetike ljudi res večinoma zanima kakovost spanja. V takšno ležišče oziroma takšno posteljo se da vgraditi dejansko kakršnokoli ležišče si kupec izbere. Lahko je notri vzmetnica, lahko je noter ležišče iz lateksa, iz pene, lahko je celo vodna postelja. Vsak od partnerjev ima lahko svoje ležišče, čeprav je to zgleda kot ena celovita postelja. Dejansko si vsak od partnerjev lahko izbere ležišče, ki njemu odgovarja, na katerem bo preživel 1/3 svojega življenja in če jo bo dobro prespal, bosta preostali 2/3 čudoviti. Ampak ali eleganca pa ekskluzivnost, kot v primeru takelega stanovanja, nujno zahtevata tudi visoko ceno? Moj nasvet je, da se v kopalnice, kuhinjo, inštalacije vloži malo več. Tukaj ni treba šparati. Za končno podobo
za dekor, slike, morda tudi kakšen kos pohištva, se pa da dobiti tudi po dostopni ceni. Če ste do sedaj še našli izgovore, da zaradi lepega vremena niste mogli spremljati oddaje Ambienti, naj bo sedaj drugače. Daljši večeri, nižje temperature in slabše vreme so namreč kot nalašč za navduševanje nad izvirnimi domislicami in lepoto bivalnih okolij, ki vam jih razkrivamo v naši oddaji in na spletni strani www.tvambienti.si. Lep pozdrav do prihodnjega tedna, ne zamudite, kajti videli boste topel dom, ki se ogreva izključno z infrardečimi paneli in pritlično hišo na Dolenjskem, v kateri ni hodnikov.